Kaj si pa odgovorila, ko ste imeli odhod iz parkirišča Ilirija, pa so se sprehajali mimo ljudje, pa so te vprašali, kaj pa to, imaš potapljaški dres? V bistvu to me je še v srednjem šoli enkrat vprašal. Pozdravljeni v novem Ljubno podcastu. Z mano danes prav posebna gostja, ki mislim, da jo poznam najdlje časa od mojih gostov, in to je olimpijska prvakinja Urša Bogataj. Pozdravljena v podcastu. Živja. Povej, kdo je Urša Bogataj? Ja, v bistvu sem smučarska skakalka, študirala sem na fakulteti za šport, pa v bistvu končala srednjo vzgojiteljsko šolo. Drugače sem z Briš pri Polhovem Gradcu, zdaj sem mamica, ja, tako bi rekla. Kako je Tim, je priden ali ni priden? Je kar priden, no. Tudi drugi pravijo, da je to priden otrok, tako da ne smem jamrati. Pol je po mamici. Aha. Sorry, Sandy. Povej, tvoja zadnja tekma je bila tekma na Ljubnem. Ali imaš bolj slabe spomine, ali vseeno je v vsaki stvari nekaj dobrega? Ja, mislim, zdaj, ko padeš glih, ni prijetno. Je od začetka to slaba stvar, ampak zdaj konc je dober. Ampak ja, načeloma, kakšen padec pa ni lušten, no, od začetka, ampak ja, pač ima vsaka stvar. Katera poškodba ti je bila težja, prva ali druga? Ja, v bistvu prva mi je bila po moje težja, zdaj v drugo malo vem, kaj to pomeni, načeloma vem, kako se to pol rehabilitira. Prvič je bilo pa zame res v bistvu nekaj novega in v bistvu ja, je nek strah, a boš zrehabilitiral v redu. Sploh strah imaš pol, ne vem, prvič na skakalnico iti, pa to pač vse to se mi je odvijalo v glavi. Ampak ja, s tem razni ljudje so mi tukaj pomagali, tudi recimo Ema s svojimi izkušnjami, tako da ja, se vse dobro išlo pol. Kaj si mislila prav v tistem momentu, ko se ti je zgodil padec? Mislim, da to marsikdo ne ve, kaj vse se športnik odvija v glavi. Kaj se je tebi? Najprej si tako malo v šoku, pač zabolite, zna biti kar neprijetna bolečina, no. Tako da najprej ja, se spopadaš sam s tem, a ne, pol pa ko dojameš, itak hitro dojameš, kaj je bilo, pa se ti pa vse sorta doje v glavi, ja. A je še smisel, kako bom, recimo v tem primeru je bilo pa ne že spet, a ne, pač take stvari, no. Si padla in si rekla, pa ne že spet, zakaj? Ja, mislim, sploh bolj ja, zaradi tega, ker veš, da traja to dolg časa, no, pač tudi veš, da traja nekaj časa, da hodiš lahko normalen, pa tako da tega vidika, no. Kaj te je gnal pri tisti prvi poškodbi? Kakšno motivacijo si imela? Je bil to rezultatski cilj ali pač enostavno ljubezen do smučarskih skokov? Kaj te je vleklo naprej? Ja, v bistvu s prvim trenutkom sem bila tako, ne vem, če ne bi kar odnehala, ampak nekako se mi je zdel pol pač glih, prišla sem nekako v eno tako formo, da sem recimo tudi stopničke prvič skočila pa to. Pol pa pač enostavno in imela sem pol en tak občutek, ja, mogoče pač po premisleku seveda, mogoče pa to glih še ni vse, kar sem pač zmogla in pač ne vem, en občutek me je pol gnal naprej, no, da sem mogla pol še v bistvu nekako vztrajati. Seveda gre se pa tukaj pol že v nerezultatske cilje, a ne. Je pa seveda tudi ljubezen do skokov je tak pač velika. Ampak več kot očitno je bil občutek pravi, glede na to, da si nekaj let po prvi poškodbi osvojila zlato na olimpijskih igrah. Ja, zgleda, ne vem, da je bil občutek ta prav. Ne bom pa rekla, da sem pa to zdaj bila prepričana, da bo pač mi šlo še naprej v redu, ampak
ne vem, mogoče sem si v pol leta, pol, ker sem bila oddaljena od skakalnice, malo glavo zbistrila in pač sem bila lačna skokov. Ja, veliko krat pravijo, da s prazno glavo gre lažje. Kako bi to razložila našim poslušalcem? Hiter se, mislim, ne hiter, ampak v določenem času pride do ene zastičenosti, pa ne tako, da ne bi užival, ampak začneš komplicirati in včasih se v bistvu s tem kompliciranjem tudi malo oddaljuješ. Ne vem, tudi včasih, recimo, ko greš polet pol na dopust, pa je lahko en teden, pa recimo, da odmisliš skoke, je to, pač saj jaz sem ponovadi takrat pol po tistem za nekaj časa bolj skakala, ker pač enostavno nehaš se ukvarjati toliko z unimi malenkostmi in priješ nazaj, narediš sam eno osnovo in se izkaže včasih, da je to pol boljš, kot pa ful komplicirati. Kaj pa ta strah, ki si ga omenila pri poškodbi, koliko je to bil prisoten, ne vem, v vsakem skoku, kako si se na to mentalno pripravila? To je bil v bistvu zelo velik problem, pol, ko sem prišla nazaj, pa v bistvu bom rekla, na plastiki sploh ne toliko, ker sem se poškodovala pozim in v bistvu mene je bilo pol snega strah, pač tako ful strah, tako da v bistvu tudi pol, ko je prišel sneg, sem začela spet ful grš prestajati. Nisem pa ne, da v bistvu nisem upala, ampak nisem se znala na ta prav način lotiti. Pol sem pa, ja, malo sem pol vizualizacije, pa malo razmišljaš, kaj bi lahko naredil v bistvu, da se naučiš pol lepš prstati. In v bistvu pol sem se glih temi ponovitvami malo v bistvu tist strah zgubila. No. Kakšen je bil pa občutek ob prvem skoku nazaj? Koliko se ti je odvalil kamen od srca? Koliko si bila vesela, da si premagala v bistvu strah, ker verjetno je bil prisoten pri prvem skoku? Ja, strah je bil pač ogromen. V bistvu prvo kot prvo tako 7 mesecev sploh nisem skočila. In pa še tako vemo, da je v bistvu športniki pridejo hitreje v bistvu nazaj, ko ogromen pretelovadiš. In v bistvu sem imela takrat še trd kolen, pač nisem mogla čisto globok počep dol počepati in v bistvu to me je bilo zelo strah, da bi pa ne vem, šla res v bistvu v kahlo ta prvi skok ali pa to, ker nisem vedela, moj kolen to zdrži ali ne. Pač ne vem, to sem pol s ponovitvami dobila, da tudi če greš, pač malo se ti raztegne, pa ni to grozen. Bilo je pa ja, pač zelo me je bilo strah. Sam sem pa pol tudi hitro začela v bistvu uživati nazaj. Mečka nastanva pri tem. Poškodovala si se na skakalnici v Planici. Kako je pa potem bilo skočiti na isti skakalnici? A si mogoče imela nek ta respekt do te skakalnice potem skozi celoten čas ali samo tisti prvi skok nazaj? V bistvu tako bom rekla skozi. Tudi pol po ne vem, pa tudi že po olimpijskih igrah, pa to naslednji let, pač zmer, ko se je šel na to skakalnico, zmer sem imela strah. Je že sama po sebi v bistvu taka, da te teži lepš prstane, da bi zdaj letel čist do konca. Pač moj način skakanja je bil pa tak, da pač sem pa še slabša, ne, letela proti konci in me je bilo v bistvu tega zelo strah, tudi veliko olajšanje mi je bil takrat v bistvu po poškodbi, da sem na prvi sneg po moje šla v Planic na 120 in pač ne vem, je bilo takrat na izbiro, ampak 120 sem podpisala prej kakor 90. Ja, mislimo, da si se zelo dobro spopadla s poškodbo in da si jo zelo dobro premagala. Potem je prišla ta zlata medalja iz olimpijskih iger. Koliko misliš, da si bila ti vesela oziroma da so bili mogoče vsi ostali bolj veseli na začetku? Verjetno nisi čisto dojemala, kaj se ti je, oziroma kaj si naredila, ne, kaj se ti je dogajalo. Ja, res v bistvu sploh nisem dojemala, v bistvu zmer mi je manjkalo nekaj, ne vem, tudi sama pri sebi sem imela zmer občutek, ja, zmer mi nekaj sfali, da mi bi pač tako, recimo kakšna stvar tako ratala
In v bistvu takrat, ko se mi pa poklopili, pač meni se je zdelo tako več možnosti imam, da se mi nekaj, da se mi, ne, pač sej se mi še ni, ne, tako, ampak ja, v bistvu in mogoče glih zaradi tega, ne vem, pač se mi zdi, da so bili bolj mogoče drugi pol, v bistvu bolj veseli oziroma bolj so dojemali pač tisti čas v bistvu stvari, kakor jaz. Ker je bil zame pač nek tak šok. Kako bi rekla, da so imeli vsi takrat odnos do tebe? Pač, če primerjaš z začetkom ženskih smučarskih skokov, pa do tega, ko si postala olimpijska prvakinja. Ja, to definitivno je drugače. Pač se meni zdi, da že na splošen naš skakalke, pač zdaj, ko smo mogoče malo bolj prepoznavne, da se je že to pač dost odnos pač spremenil, ne, in tudi kakšni fantje ne mislijo več, ja, punce pa niso za nas skakalence. Drugač pa ja, je razlika to mogoče kakšna prepoznavnost, pač včasih tudi, ko se ne bi želel, pač te kjer prepozna, ampak ja, to je na nek način taka razlika. No. Na začetku res nismo bile prepoznavne, nismo imele take podpore kot mogoče zadnja leta. Veliko je k temu pripomogla tekma svetovnega pokala na Ljubnem in BTC kot sam, ko je takrat veliko dal na našo prepoznavnost. Pa ne vem, je bilo marsikdaj težko iti na kakšno slikanje, ne? Kako bi rekla, da so oni res pripomogli k prepoznavnosti in v bistvu tudi samemu razvoju? Ja, meni se zdi, da je pač zelo veliko, jaz se spomnim, ko smo bile, jaz sem bila po moje 16 let stara, spomnim se, ja, ko smo šli na prvo slikanje, ko so nas namazali tako ful. In ja, takrat so nas razobesali, puhali, ja, v bistvu nas, ko nas noben v bistvu še praktičen poznovni. In meni se zdi, da je glih s kakšnimi takimi stvarmi, pa s tem uglaševanjem in vsem, pa še v bistvu s tako dobro organizacijo, kot jo naredijo pač na tekmi in vse, pač so naredili zelo velik, v bistvu, da so sploh ljudje spoznali tudi, da ženske skačemo, in meni se zdi, da je to zdaj pač en tak naš praznik, ki je ljubno, no, pač brez njih v Sloveniji ne bilo po moje take prepoznavnosti žensk. Koliko ti je pa pomenila podpora domačih? Vedno si imela veliko navijačev, ki so te prišli podpirati. Kaj ti je to pomenilo tisti vikend, ko si bila doma? V bistvu zelo veliko. Že na splošen tako si razlagaš, pač tudi, ko ti ne gre kdaj najboljše, ne, pač ti zelo veliko pomeni, da te prijo, ne vem, vaščani pogledati, ne. Pač je to ena tako motivacija, pa mislim, itak motivacijo je važno, da imaš sam pri sebi, sam tako v bistvu, ko vidiš, da je eno v bistvu porajta tvoj trud ali pa trud nas vseh, ne, pa da se ima še fajn tam, ko gleda, pač je to v bistvu zelo veliko vreden, pa še v bistvu meni zdi tudi nam kot tekmovalcem, pač veliko pomeni to, no, da vidiš to druge, ko uživajo. Kaj pa tisti občutek, zelo dolg je trajal, da smo imeli stopničke na domači tekmi, vsi so jih pričakovali, veliko 4., 5., 6. mest. Kaj pa stati na stopničkah doma, tako na posamezni tekmi kot ekipni? Pač je nekaj nepopisanega, še svoje prve stopničke, ki sem glih na Ljubnem dobila, pač so mi bile res super, pa ekipno pol, v bistvu, ko smo prvič ekipno zmagali, že tako je tako v bistvu nor vzdušje, ko te že to vse žene, se meni zdi, ko smo pa še, ko nam je pa še to ratalo, pač je bilo pa meni zdi in za nas in za navijače še pač 100-krat boljše. Kaj ti je pa najbolj všeč na tekmi? Najbolj všeč na tekmi? Ja, poleg tvojega super skoka. Kaj pa bi zdaj rekla? Pač v bistvu tako bom rekla, je po svoje zabaven, ko greš, ne, mene Lillehammer mi je nasplošen kot mest zelo všeč, pač sploh v ulice, ko se malo sprehajaš tako ob prostem času. Mogoče bi rekla to, ja, da greš glih malo ven iz hotela, tako da vidiš glih malo kakšne tako posebnosti.
Drugač pa jaz bi rekla to, no, da še zmer mi ga pa zmaga vzdušje pred ekipno tekmo, ker takrat, ne vem, se mi zdi, da smo se pa zmer imeli res tako fajn. Misliš vzdušje v ekipi? Ne? Ja, vzdušje v ekipi. Kaj ti pa pomagalo na tiste slabe, ne vem, mogoče, ko ti nič ni šlo in bi najraje se zaprla v sobo in pokrila čez glavo in nobenega videla. Kaj ti takrat najbolj pomaga? Ja, v bistvu takrat me najbolj pomagal recimo tako cimra oziroma z tega vidika pač ne, da se bi mogoče zaprla zdaj v sobo pa mulala pač ja, itak, vsak se mula, ne vem, kaj s vem, recimo pol urce, a ne. Vsak ima slabe dneve, ne? Ja, pač se vsak različno reagira, ampak ja, jaz sem bila, ne vem, sem bila slabe vole, pa ja, recimo sej si hud, pač tudi dalj časa pa to, ampak zmer me, ne vem, pol pomagal, da sem pa, ne vem, ali šla s kakšno, ne vem, če ne drugega v trgovino, ali pa pač, da smo se lih malo podružali med sabo, se meni zdi pač tako, da greš malo izven skoko, ampak ok, zdaj sem, ne vem, v sobi, ne vem, imaš se fajn, take stvari. Koliko ti je bilo pa mogoče težko, zelo si bila navezana na Anjo, ne? Veliko sta bile skupaj, Ja. bile ste non-stop skupaj v sobi. Koliko ti je bilo težko v momentu, ko je ona rekla, zdaj je pa to? Pač meni je bilo to res težko, pa spomnim se takrat, ko je padla, jaz ne vem, a je bila to finalna tekma v Oslu, pač ne, in to se zdaj ne spomnim, ampak pač ne vem, meni je bilo takrat to grozen tako, pol pa še ja, ko je pač rekla, da bo nehala, ne vem, ful sva bile navezane, pač z vsemi smo se vse pač tako v redu razumele, pač vse veš, kako je. Ali pa ti, ne vem, kaj Katja šla, ne, pol. Je težko, ampak se meni zdi, pač moraš se s tem sprijazniti. Ne vem, pol so nekako z Niko v sobi, ki si najdeš nekako, se meni zdi, da je vsak pol katenega v narekovajih stalenega cimra si najde, ki je pač večino krat z njem v sobi. So se imele tudi zelo fino, no, tako da pač moram reči, da sem se imela kar fajn, tako, nasplošno. Kdo je potem v ekipi poskrbel, da nobenemu ni bilo dolg čas? A kdo je? Ja, ne vem, pač Nika je bila zmeruna, ne vem, polna energije, no, ko smo se ji tudi nasmejali velikrat. Drugač pa se meni zdi nasplošno tako, ne vem, jaz sem se kar v bistvu skoraj z vsako tako lahko malo pohecala. Ne vem, se meni zdi, da je kar vsaka znala malo poskrbeti, no, za tak vzdušje. Se meni zdi, da skupaj smo nekako znale tudi, kadar smo le hotele dvigati ta vesele. Hočeš povedati, skupaj smo jokali, skupaj smo se smejali. Tako. Začela si trenirati v Mostecu. Kaj si, majhna punčka Urša Bogataj, stoji pred skakalnico in si misli, jaz bom olimpijska prvakinja? Ali kaj? Kaj je bilo tisti prvi, ko si prišla na skakalnico? Pa v bistvu ni bilo nič s tem povezan. Pač bolj mi je bilo tako, ne vem, pač skoki so mi bili tako zmer ful zanimivi, ne vem, tudi ko si šel smučat, ne vem, z družino, ne vem, pa je oči zmeri goru, ne smeš se po gmajni vost pa skakati čez skupaj, pač glih to smo zmer najrajš delali. Mi je bilo pa zelo fascinantno, ne vem, ko sem pač itak v tistih časih, ko sem jaz začela, je bil, ne vem, pač pa ne Primož Peter, ko bi se imel prej, pač spomnim se, ko sem bila še čisto majhna, ne vem, skoke smo doma zmer ful rad gledali in ful sem bila vesela pol, ko sem to probala, potem pa itak te zasvoji, lih letenje pa to, no, pač take stvari. Takrat pa itak sploh ni bilo še razvit toliko, da bi ne vem kakšne tekme. Kako si se pa počutila, ker ko si ti začela, sva midve trenirale v različnih skupinah. Bili sva pa edini punci. Kako si se počutila, ker si mogla trenirati samo s fanti in ker te je vsak vprašal, ti punca, ti pa smučarske skoke, zakaj? Mogoče se, ko sem videla, da si še ti, pa v bistvu jaz sem itak začela nekako za tabo in po moje mi zaradi tega mogoče
pač sem nekako mi je bilo to že tako, špela, ne vem, tudi skače, ne, se pravi, tudi punce to delajo, če bi bila pa zdaj čisto sama v klubu, mi je bilo po moje ful čudena, ne. Tako pa ne vem, ja, so bili sicer sami fanti, ampak se meni zdi, da ne vem, tako je in mogoče kot otrok ne razmišljaš mogoče tok, no. Je pa ja, mogoče bil takrat to kar fantovski. Kaj si pa odgovorila, veš, ko ste imeli odhod iz parkirišča Ilirija, pa so se sprehajali mimo ljudje, pa so te vprašali, kaj pa to, imaš potapljaški dres? V bistvu to me je še v srednjem šole enkrat vprašal, ko sem skakala že ne 10. Ne, to kam. Ja, pač itak. Mislim, ti je smešen, no, ampak ne vem, najdejo se kakšni, ki pač še zmer mogoče poznajo, oziroma so si šli za skoke, ampak mogoče niso, ne vem, to kot blizu seznanjeni z opremo. Mislim, smešen, ja, ampak po svoje te pa včasih tako malo, ok, pač ne potapljam, da ni to potapljaška oprema, ne. Ti ni bilo nikoli težko pa razlagati. S časoma si je tako pa dobro, še kar ne vete, da so skoki, da imaš tak dres pa to, ampak... Kako je pa bilo v šoli? Kako so oni sprejeli, da pa v bistvu si punca in treniraš smučarske skoke? Takoj na začetku v osnovni šoli. Ja, v bistvu nekaj časa sploh v bistvu niso vedeli. Pač tudi v bistvu jaz sem bila zmeruna, sem bila sicer, smo se ful dobro imeli, ampak nikoli se pa nisem hotela zdaj nekaj izpostavljati, pa zdaj reči enemu, ful je bilo malo športnikov, v bistvu po moje, sam en sošolc je, meni zdi, da vaterpolo treniral, to je bilo pa vse in nikoli nisem bila tako una, ki bi v bistvu rekla, tudi ne vem, prijateljci, ja, veš, jaz pa skačem, ne, sem zdaj začela, ne vem, pač enostavno v drugih stvareh smo se pogovarjali, nisem nikoli razglabljala. Pol se pa spomnim, jaz sem pa enkrat mogla opravičilne, jaz v šolo, ko smo šli pa po mojo belak skakati. In pa je pa mami napisala, ja, takrat v napravičil, da grem pa na skoke in pa se je pa razvedela. Pa si imela pa vso podporo vseh učiteljev in vse. Mislim, učiteljev, pač ja, večino ja, pač sem imela tudi status športnika. Vem pa enkrat, ko me je za slovenščino hotela kar vprašati učiteljica, ja, pa je pa en sošolc rekel, tako nenapovedano, pa je pa rekel, ja, ona ima pa status športnika in pol, ne vem, komej, tam sem se izognila v spraševanju, ampak so pa pol že ja nekako vedeli. Sam ni bilo nič tako resnega, no. Ok. Ni bilo nobene posebne anekdote? Da si kdaj zaspala med poukom, ker si pozem prišla ali kaj takega? Pa ne, to niti ne, no. Bolj smo imeli tako kot razred, ko smo se kaj hecali, pač tako, ne na račun skokov, drugač ne. Smo pa tako kakšne, se veš, traparije delali. To bo ti, da ne bo kdaj tim poslušal. Zdaj se usmerjaš oziroma se izobražuješ v trenerske vode. Kako, kam te bo pot zanesla, kakšne cilje imaš glede tega? Pač ne bom rekla, da imam glih kakšne cilje, v bistvu bolj zaradi družine, tudi ne veš, kako to pele. Pač željo imam probati, nekaj se v tej smeri pač dogaja, da mogoče pač, če bo šlo skozi, da bom se mogoče lahko preizkusila. Ampak še zmer, ja, pač, če ne bi probala, bi sama sebi učitala, tako da, ampak še zmer glede družine pa vsega, pa pol itak s časoma vidiš, kaj to pomeni. Se pa nekako vidim, ja, da bi pač enemu skušala na tem področju pomagati, pa bi so kakšne mogoče otroke usmerjati glede tega. To me načeloma zelo veseli, no. Upam, da bo vse normalen. Če ostaneš v smučarskih skokih, misliš, da bo šla čez podobno zgodbo, kakor si šla čez razvoj kot tekmovalka, glede na to, da je trenerk zelo malo in niso nekako še uveljavljene? Misliš, da boš imela podobno zgodbo? Pač meni se zdi, da ja, znali bi biti mogoče podoben, zdaj pač odvisen mogoče glih kot kakšen
reprezentančen trener, se ne vidim, pač kaj ful po svetu pa tem zahoditi. Verjamem, če bi hotela postati kaj tazga, bi mogla iti verjetno, ja, čez vse mogoče take stvari, ja. Ja, verjetno je za pričakovati, da glih čist samoumevno to ni, no. A že treniraš zamah za stavco? Ne. Daleč od tega. Ne, saj še ne vem pač, a bo šlo pač, a bo priložnost, a ne bo, no, tako. Vemo, kje te bomo potem gledali. Kaj misliš, da ti je sam šport prinesel? Teb kot si se razvila pač iz otroka v žensko, kaj ti je sam šport prinesel teb kot osebi, kaj pripomoglo k tvoji osebnosti? Ja, v bistvu meni se zdi, da je pač tako nasplošno, če pogledam, življenje mi je v bistvu največ tako prinesel. Po moje glih zato, mislim, sej tudi če ne skačeš, pač dobiš nek druge izkušnje, ampak se mi zdi, da je šport ena taka lepa vzgoja, naučiš se porazov, pač prenašati poraze pa vse. Vidiš, da ni vse z rožcem poslan in me zdi, glih to ti v bistvu ful pripomore za naprej. Ne vem, tudi na faksu in razne take stvari. Ja, ni vse poslan z rožcem in pač tako je. Lahko rečemo, da bo tim potem v športu? Ne vem, v bistvu tako bom rekla, na izbiro mu bo. Tudi v bistvu pri nas doma je bilo nekako na izbiro, v bistvu sama sem izrazila željo, tudi so me podpirali, seveda so naj v bistvu s Tinetom podpirali, še zmer so pa tako pač rekli, pač če vama pa kdaj ne bo, pa ne silimo, ne. Meni bo važno, da bo tim pol tudi užival, karkoli bo hotel delati, sam da bo ja tako, da ne bo kakšnih hujših trepari. Okay. Kaj si glih omenila Tineta, Tina je tvoj brat. Je bilo kaj rivalstva med vama ali sta bila vidva proti ostalim? V bistvu nekega rivalstva med nama se meni zdi, da ni bilo, no, pač je res to, da sva različnega spola, vsak v svoji kategoriji. Tako da meni se zdi, da je recimo kot v klubu ali pa tako, se meni zdi, da sva bila, recimo, ko se je šlo, ne vem, ali ko sva bila, skupaj sva bila različne skupine, večinoma, ampak ja, nekako sva bila v bistvu, vsaj moj občutek je bil tak, da si pol v tem primeru pač vidva proti ostalim, se meni zdi, no. Nisva bila, se meni zdi, mislim, saj jaz nisem nikoli imela občutka, da sva bila, ne vem, rivalca med sabo, ampak ne vem, sva se en drugega podpirali, ne vem, tudi ful sem bila vesela, če sem ga videla, da je dobro skočila, pa take stvari. Ne, ampak mogoče bolj to mislim, Matic, moj brat, ne. Če sem bila jaz tretja, pa je bil on 10, ne, je bil izgovor, ste bilo sam 5. Okay. Recimo, ne. V tem smislu. Ja, pač ne bom rekla, ne, pač tega Tine meni se zdi, da ni glih tako govoril, sem pa tako od kje drugje si slišal pola, ne, tako od kje drugje, ja, sej vas je pa ne vem, sam 5, ne. Pač ali pa včasih sta bile tudi sam 2 na tekmi, ne. Pač si kje drugje, pač jaz sem bolj kje drugje, ja, to slišal. Dobar, to se je zdaj zelo spremenili, je kar več kot 2 na tekmi. Kako pa vidiš podmladek ženskih skokov? Kako se ti zdi, mogoče kaj jim manjka ali pa kaj jim ne manjka? Ja, v bistvu jaz bom tako rekla, ne, par posameznic, da sem zelo vesela, da tako funkcionirajo, recimo tako, kaj je Nika Prevc prišla zraven, pač super, jaz upam, da bo šlo tako tudi pač naprej, ker je zelo hitro prišla, tako čist, pač zdaj je bilo rekla na nek način kar v špico. Pa recimo Ajda se meni zdi, da se je tudi kar lepo vklopila zraven. Ja, jaz upam tudi, da bojo v bistvu mlajše naredile en tak v bistvu lep preklop v člansko kategorijo, pač jaz verjamem, da to mogoče tako, kot je bilo včasih lahko, ko nas je bilo tako malo, pa ki še ni bilo razvita, ne. Se meni zdi, da se je ful lažje pojavila zdaj ena mlajša, ne vem, ki je bila na super nivoju, ne. Pač zdaj za en super nivo je treba res že zelo veliko pokazati,
pač tudi fizičen moraš biti preštiman, se mi zdi, no. Tako da pač verjamem, da z tega vidika, da rabijo malo dalj časa mogoče, da prijajo zdaj čist zraven, ampak ja, pač mogoče malo še manjka, ampak jaz upam, da bojo hitro. Ja, ampak vseeno, jaz bi rekla, da imajo zdaj mogoče lažji preklop, ker prej si mogla pri 15 letih kar naenkrat preklopiti v člansko kategorijo, zdaj vse in mogoče malo lažji. Ja, to je pa res, ja. Pač v bistvu tudi takrat, ne vem, si prišla, ne vem, saj veš, 15-letnicah starejšima, ne, in pol si ti pač unka tako gledaš vse prestrašena, ne. Zdaj pa v bistvu grejo res lepo pač postopoma, so ful več, se meni zdi, med svojimi vrstnicami, tudi več punce in ja, z tega vidika jim je pa zihar pač drugačka te bilo nam. Upamo na čim boljše rezultate. Ja. Zdaj nam pa še zaupaj, katera tekma na Ljubnem ti je bila najljubša? Ja, definitiven, pač v bistvu, ko sem bila prvič na stopničkah, pa naša ekipna zmaga, pač te dve tekme sta mi najljubše bile. To je to. Ja, načeloma, pač v bistvu sej ne zdaj, da bi gledala glih sam, ne vem, rezultatsko, ampak nasplošen tudi, ne vem, vsa ta, pač Ljubno je že tako zmer nekaj poseben, kaj je doma pa polhan, pač ljudi. Je pa ja, dejstvo, da takrat, ko pa dobro skačeš, si pa boljš vole, pa enostavno lepši dan imaš, tako da ja, zato. Urša, skoraj sva že pri koncu, ampak še nekaj me res zanima. Vprašanje novinarjev, ki ti šel najbolj na živce. Ja. Najbolj mogoč me je živceral pač takrat, ko sem bila v bistvu eno sezono, sem bila velikrat druga, pač ful sem dobro skakala, pa zmer so bile ocene une, da nisem zmagala in sem bila pač tako nervirate, ne. Okay. Se spomnim, da pač velikrat sem dobila pa kakšno tako vprašanje, ja, kdaj pa, ne vem, boš zmagala in to me je enkrat pač ja, ful pojezilo. Ko v bistvu so delali pritisk, ki ga sama sebi nisem to. Kaj si pa odgovorila? Pač zelo čuden sem takrat odgovorila, pač mam je bilo neroden, ampak ne vem, po moje sem odgovorila, da nimam pojma, kdaj bom zmagala, če sploh bom, pač tako sem odgovorila, ja. Dobro, če odgovoriš, nimam pojma in potem dobiš zlato olimpijsko medaljo, okej. Ja, pač to je pa takrat sem prej rekla, pač do takrat se mi ni tako, da bi rekla pač neki ful poklopala, ne, ampak ja. Kako so vas pa mogoče pripravili na komuniciranje z mediji oziroma dajanje intervjujev na začetku, ker pač tekme niso bile po televiziji na začetku? Ja, v bistvu, kle se meni zdi, da nas niso neki prav pripravljali. Pač meni se zdi, pač kakor imam jaz zdaj v spominu, ne vem, lahko sem kaj pozabila tudi, ampak spomnim se, ko sem prišla pol zraven, ko je bil Matjaž Triplet, meni se zdi, da je on neki na to temo, da nam je takrat, pač da nam je malo razlagal, ker takrat se je pač začelo vse skupaj malo s temi mediji, vsaj zame, no. Tako da jaz imam mogoče to od štarta tako v glavu. Koliko ti je bilo pa težko oziroma breme dajati izjave, kar naenkrat so vse tekme po televiziji, moraš paziti, da česa preveč ne rečeš. Koliko ti je bilo to težko? Kle se moraš pač res malo v roke vzeti, pa sam sebe pogruntati, kaj lahko rečeš, kaj ne smeš reči, da kar to gre pol toliko hiter naslov, od kakšne rumene revije, nepotreben naslov, ne, ampak na začetku mi je bilo v bistvu kar težko, no. Pol se pa malo ulaufaš. Na začetku je bilo pa kar tako, ja, malo stresno. Najbolj težko verjetno, ko ti gre slabo, ne veš, kaj bi odgovoril, ne veš niti sam sebi, kaj bi rekel, jezen si nase, kaj v tistem momentu bi najraje vrgla nekaj ali
si se znala spopasti s tem? Takrat je v bistvu najtežji, se verjamem, da tudi novinarji nimajo lahko nalogo, pač morajo te nekaj vprašati, ti si cel živčen. Verjamem, da tudi njim pač to ni lahko. Je pa pač zelo težko pol odgovoriti na to, ne vem, kakšni so občutki, ko si slabo skočil, ko si naučil videl, da je bilo slabo, a ne. Najbolj, da rečeš, sej vreme se je pa kar naredil, ne? Pač, da boš nekaj razglabljal, zdaj v tehniki ljudje ne poznajo, pa tudi ne vem, zakaj v bistvu bi, ko sam sebe zaštrikaš. Pač jaz sem bila v bistvu zmer kar ponovadi, ne vem, kratka pa jedrnata. Ne vem, mene to pasal, ne vem, kakšen mu pa paše, da pa pač malo bolj razglabljam, mogoče. To pomeni, da si se danes sprostila, ker nisi tako kratka. Danes ni tekme, veš, danes nisem živčna. Okay. To je drugačna situacija. Če želite dolgo izjavo Uršino, prosim, mora biti sproščena. Hvala, Urša, ker si vzela čas in nas povabila v svoj dom. Bilo nam je v čas, da smo te lahko gostili in hvala lepa. Hvala tudi vam. Tudi meni je bilo v čas, da sem lahko v bistvu zaljubno gostja. Hvala, ker ste nas spremljali. Upam, da sva kaj zanimivega povedali. Saj veste, naslednji ponedeljek nov podcast.